No! A veš, da ne vem, če se je že kdaj zgodil, da bi mene na kakšno avtomobilsko predstavitev odpeljal Jure. In to od doma. No, Gregorčič, kje si? Kaj pa, ker se je čisto drugo ulico odpeljal? Sem ga prej vprašal, ti dan ostal, ne! Jebalo me je, k ni muzike od poroke. Mercedes naj je povabil v Graz, to je tukaj k sosedom. Glavni dve besedi, ali pa ena črka pa beseda sta bile pa Unimog pa G. A si ti ta hud ruzak sabo vzel? Na Unimog se gre gospodarsko opremo. A veš, da je bilo v soboto 50 let, kar smo prvič na Luno stopili? A pa ljudje vejo že za tvojo povezavo z NASA? Ne še. Ni še čas, ne? Kar dober uvod, ne? Ena taka lepa četica G500. Speed automatic gear, full synchronized transfer case. You can shift from high to low to 40 km/h, from low to high to 70 km/h. Range is 3:1. That means you triple the torque and have a maximum speed of 85 km/h, 300% locks. If you have any questions, feel free to ask. Jure, a si mi ti občutek, da se mu je malo modil tole povedati? So we did the lock of the central differential now? Yes, yeah. Center differential lock. To je močilnica za zobnike, fedre in vse ostalo. Na tej testni progi smo, kjer Mercedes preizkušal vse te... Meni je že malo slabo. Lega model. Vozili smo po Mercedesovi testni progi po gori, ki se imenuje Šekl. Vsak avto, preden gre v proizvodno, to se pravi testni model, mora na tej progi narediti 2000 km. Plus 4000 km na posebnem off-road poligonu. To se pravi, da se razumemo, preden pride avto v serijsko produkcijo, mora narediti 6000 na hard off-roaderskih kilometrov. Gregorčič, veš, kam je vmes zlezel, ne? V Unimoga, nisem mogel pomiriti, dokler ni odprl vrat kabine. No, daj odpri. Za kjelega raba že kasikova bomba, a? Veš, kaj je seksi? 900 Nm per 1200 vrtljaj. A veš, kaj je pa ročna bremza? Tale. Če zdaj ne odprem, svi mi kaput. Veliko minut pa ur so že posnela. Ampak veš kaj? Še nikoli nisem čutil, da bi se tresel. Ti. Stari, a veš, da je to, lej tega Unimoga, daj ljudem pokažem. Pa še nekaj, ne? Jaz ne morem garantirati, da se temu človeku danes ne bo odpeljal, ker zdaj so nam pokazali pa še nekaj. Jure, a bo? Stari, Avstrija pa Graz nebesa. Pa še nikoli se mi zdi, nismo imeli tiskovke takole. Na travi, na klančku. To je to, stari, to je srabo. We are very glad that you are all here for this very exclusive opportunity to get to know two legendary vehicles of Mercedes-Benz. The G-Class and the Unimog together stand for more than 110 years of history. Tale za mano. Dost poseben, dost drag, ampak na en način neprecenljiv. A min grede na tehnično zanimivost, 8 prestav za naprej, pa 6 za rikvrc, Jure pa itak čist konc. Pa še kakšen podatek, da vas ne ubijem prej s ceno. A veš, kakšno mašino ima? Štirvaljnik, ampak 5,1 litrski štirvaljnik. Cena, za tega, ko vidiš za mano, 350 jurjev. Pa veš, kaj moramo povedati pri tem avtu? En dober trik, ki velja v Nemčiji, v Švici, pa še kakšni drugi evropski državi, če je avto, se pravi suha teža, brez nafte, vode in tako dalje, pod 6,5 ton ga lahko voziš z B kategorijo. To je ena stvar, druga pa pol tamle detajl feltne naredi. A veš, da ima tudi Sem videl. sistem Vem, ko si rekel. Kaj oklepnik, kaj Patria. Ko si na pesku gume spustiš, ko greš na asfalt, jih nazaj napumpaš. A pokažemo? Na stikavček. Evo vidiš, o tem Jure govori. A ja, kako je znotraj te zanima? WC, seveda s tušem, pa luštno mehna kuha. Mišel se jabolka te prav. No pa še jedilen kot tukaj, mislim, kaj bi še rekel, če greš okrog sveta s tem? A gre zdraven, 10-15 minut traja. Prvič, ko bom peljal to novo G-klaso, če ignoriram tisti kratek neki 100-metrski izlet, takrat na off-road poligonu na Vranskem, ga bom peljal na področju, na cestah, na poteh, kjer je pravzaprav Mercedes ta avto vzgojil, kjer je ta legenda pravzaprav na en način nastala. It takes a moment. Si videl te dve stikali, ki sem jih pritisnil, aktiviral sem sredinski diferencial, pa zadnjega tudi zato, ker
trenutek zatem že lezemo čez ene take kar hard ovire z dobrim naklonom, predvsem pa z ostrimi pa velikimi skalami. Avto, seveda zdaj, ki je podlaga suha, pa oprijem dober, to zmore brez problema. Pravzaprav so ti avtomobili, ki so boljši offroaderi, pa G-Class ni edini med njimi, to zmorejo zlahka. Takole na hitrco, kakšen res Orang Land Cruiser, da ne govorimo o Wranglerju, pa avtomobilih, ki so tako pa drugače opremljeni s šperami. Kolega, da te spomnim, ne? Kaj? A veš, ko si najdva enkrat Saško tožil, da sva gramar nacija. Ja, kaj sem Mi zdaj v rekel? tem avtu ne lezemo, ampak plezemo. Mene ne preseneča toliko to, da mi zmoremo to prevoziti. Mene preseneča bolj to, da avto to dela v takšnem udobju. Zato, ker, mislim, če bi videli podlago, po kateri ravno kar vozimo. Evo, odpeljana offroad proga. Najbolj se zume je od Jureta citat ravno kar. A veš, kaj je rekel? Še nikoli nisem bil bolj srečen v življenju, ki je prišlo do vožnje ali pa srečanja s kakršnikoli vozilom. Pol veš, kaj temu človeku pomeni offroad, kaj temu človeku pomenijo takšni stroji. Zdaj pa na vrsti je ena stvar, ki pri Mercedesu rečejo downhill run. Nič več nam ne povejo, pravijo, mislim, tako prav legenda, da se tega ne smejo udeležiti nosečnice, pa ljudje s problemi s srcem, pa tako naprej. Dajmo zdaj videti, kaj je to. Šitno! To je noro! No, zdaj se bom pa zelo potrudil tole vožnjo povzeti. To, kar sem doživel v zadnje pol ure, štejem brez sence dvoma v eno od mojih 2 do 4 najbolj intenzivnih avtomobilskih izkušenj, ki si jo bom zapomnil do konca življenja. A veš, na začetku je tako, rekli so, zdaj pa gremo avtomobilski downhill in pa si rečeš, ok, no pa pejmo. In pol Karl, testen voznik Magne Steyr, specializiran za G-klaso, človek, ki je pol povedal, da je to progo prevozil že približno 10.000-krat. Pol Karl stisne na gas, takrat, ko gremo na dol. Ne pozab, to je podlaga, za katero... To je podlaga, po kateri smo gor vozili počas. In da se razumemo, to ni vzor terenske vožnje. Terenska vožnja mora biti varna, preudarna, premišljena, praviloma počasna. Kar je testni voznik Karl ravno kar demonstriral, je ustaljen proces testiranja vzdržljivosti celotne strukture avtomobila, pa tudi podvozja. Vsak G-klas, preden gre v serijsko proizvodno, mora to, kar smo ravno kar doživeli mi, dol in še gor, full speed, prestati 100-krat. Jaz priznam, da si nisem mislil, da bomo lahko po terenu, ki je tako zelo, po domač povedan, zajeban, da je po njem težko gor pešiti, lahko z avti letel dol s tako hitrostjo. Pa da se razumemo, gre za testen poligon, gre za ceste, ki so zaprte za javnost, ni variante, da kdo pride nasproti. Konec koncev pa že to veliko pove, da ti jaz po 15 letih testiranja avtomobilov povem, da je bila to ena izmed top 2 do 4 vozniških izkušenj, sploh vozil nisem, kar sem jih doživel. Noro.